V današnji oddaji bomo govorili o svetovanju in vrednotenju znanja zaposlenih v Zasavju. Z nami pa sta Valentina Uran in Tina Polajnar z Zasavske ljudske univerze. Obema seveda prav lep dober dan. Dober dan. Ta projekt, se pravi Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih, se počasi izteka, lahko rečemo, da je v tistih zadnjih mesecih. Zato je verjetno prav, da še enkrat naše poslušalce spomnimo, za kakšen projekt sploh gre. Tina Polajnar, povejte nam. Gre za projekt, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. V okviru projekta izvajamo dejavnost ISIO, torej gre za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih, ki jo na ZLU sicer izvajamo že več kot 20 let. V okviru projekta torej ponujamo brezplačno podporo in svetovanje zaposlenim, ki iščejo novo znanje za delo, za poklic ali za osebno rast, oziroma želijo dokončati ali nadaljevati izobraževanje, mogoče tudi pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, mogoče bodo zamenjali delovno področje ali pa celo poklic. Svetujemo tudi zaposlenim, ki želijo vrednotiti že pridobljeno znanje, in pa tudi tistim, ki razmišljajo o spremembi kariere. To je kar tak širok spekter svetovanja, pa je verjetno zdaj zanimivo tudi izvedeti podatek, koliko zaposlenim ste v tem času, kar se je projekt torej začel izvajati tam leta 2016, že svetovali, se pravi, koliko je tistih, ki so se vendarle obrnili na vas? Ja, v tem času smo pomagali že več kot 700 zaposlenim, torej večina se jih je po svetovanju odločila za izobraževanje, predvsem za vključitev v tečaje, kjer so pridobivali znanje za delo, za poklic, za osebni razvoj. Nekaj se jih je odločilo za vpis v javno veljavne programe, nekateri v programe za dvig izobrazbe, nekateri so celo pridobili poklic prek nacionalne poklicne kvalifikacije, nekateri so potrebovali informacije o poteku izpita iz slovenščine, nekateri tudi o načrtovanju kariere, tako da pri nas so dobrodošli popolnoma vsi zaposleni, ki jih karkoli zanima. Se recimo za takšno svetovanje odločajo bolj ženske ali moški? Bolj ženske, seveda. Kaj pa tista starostna kategorija, recimo, ki je nekje tam čez 40, čez 50 približno? Zelo različno, tam nekje od 35 do 45-50 let. Glede na to, da gre pač za zaposlene, se pravi tiste, ki hodijo v službo, je verjetno tudi ta termin svetovanj, pa verjetno tudi izobraževanj pač prilagojen ljudem, ki so zaposleni. Tako je. Vsa ta izobraževanja potekajo v popoldanskem času. Začnejo se na primer ob 4 ali pa ob 5 popoldne in končajo ob 7 oziroma ob 8. Potekajo pa na obeh lokacijah, torej tako v Zagorju kot v Trbovljah. Tako je, izobraževanja potekajo pri nas v Zagorju in pa tudi v Trbovljah. Torej izobraževanje v popoldanskem času, verjetno pa tudi svetovanje za tiste, ki so zaposleni v popoldanskem času, da se lahko takrat oglasijo k vam, ne? Tako je, seveda, za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti in mi smo za svetovanje vedno na voljo takrat, ko udeleženci lahko pridejo, torej zaposleni. V današnji oddaji govorimo o svetovanju in vrednotenju znanja zaposlenih. Zasavje, z nami, kot sem že povedala, Valentina Uran in Tina Polajnar z Zasavske ljudske univerze. Valentina, novo šolsko leto se začenja. Pač dejstvo, ne samo za osnovnošolce, tudi za tiste starejše, ki si želijo pridobiti kakršnokoli znanje ali kompetence. Glede na to, da je pri vas svetovalni center za vse to, pa bi mogoče najprej spomnili, kakšna izobraževanja bodo sploh na voljo. O čem boste pravzaprav sploh lahko svetovali zaposlenim? Ja, torej zaposlene lahko tudi to jesen povabimo na različna izobraževanja. Mogoče najprej bi izpostavila programe, skozi katere lahko pridobijo izobrazbo. Zaposlene, ki nimajo končane osnovne šole, prijazno vabimo k vpisu v osnovno šolo za odrasle. Tudi za njih je osnovna šola brezplačna in v enem letu končajo 2 razreda. Se pravi, če jim manjka 7., 8. razred po starem, končajo 8. in 9. razred in s tem pridobijo osnovnošolsko izobrazbo. Seveda vpišejo se lahko tudi v druge programe srednješolske na Zasavski ljudski univerzi,
v programe trgovec, bolničar, negovalec, ekonomski, logistični tehnik, predšolska vzgoja. Pišejo se lahko tudi v programe na drugih šolah v Zasavju. Torej v prostorih Zasavske ljudske univerze pa poteka tudi višješolski program, ekonomist in poslovni sekretar v sodelovanju z Abituro se izvajata ta dva programa. Potem seveda lahko pridobijo poklic skozi sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razpisani so programi socialni oskrbovalec na domu, maser, računovodja. Če pa poklic že imajo, če ne potrebujejo izobrazbe, pa mogoče izboljšajo kakšne svoje kompetence skozi različne brezplačne tečaje. Izpostavila bi predvsem recimo začetni tečaj nemščine, francoščine. Na področju računalniške pismenosti se lahko udeležijo tečajev Excela, slepega tipkanja, osnovnega usposabljanja na tem področju. Mogoče pa bi koga zanimalo tudi izobraževanje z področja obvladovanja stresa. Tako da vsi zaposleni, ki bi želeli se učiti, se izobraževati, se seveda lahko obrnejo na naše svetovalno središče, na svetovalko Tino, sodelavko, ki jim bo pomagala pri odločitvi za izobraževanje in potem tudi pri vključevanju v ta izobraževanja. Zdaj sem že kar parkrat zasledila vrednotenje znanja, vrednotenje kompetenc, pa bi jih lahko izboljšali. Ljudje smo zelo različni, ne? Nekateri se cenijo prenizko, nekateri previsoko. Kako ljudje sploh vedo, kako lahko ocenijo, kakšne so njihove kompetence? Zdaj v svetovalnem središču jim lahko pri tem pomagamo, se pravi v okviru projekta Svetovanje vrednotenje znanja za zaposlene, lahko zaposlenim, ki želijo, brezplačno ovrednotimo znanje in kompetence, ki jih že imajo. Se pravi, predvsem v primeru, ko sami že vejo, da imajo neko znanje, neke spretnosti, nimajo pa potrdila, s katerim bi to dokazali, lahko mi to znanje preverimo in jim potem pripravimo neko pisno povratno informacijo, neko pisno mnenje, ki pa že nekaj velja, čeprav to ni javno veljavni papir. Včasih pa tudi skozi pogovor same svetovalke pokažemo zaposlenemu, da ima neko znanje, spretnosti, za katerega se mu niti ni zdelo, da je pomembno oziroma nekaj šteje. Ne? Tako lahko jim pomagamo pri ovrednotenju teh, bom rekla, spretnosti, kompetenc. Najpogosteje to delamo pri tujih jezikih, pri računalniški pismenosti, lahko pa tudi kaj drugega. Zdaj, opozorila pa bi še na eno možnost, torej zadnje leto je mogoče kompetence preveriti tudi s pomočjo enega spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti odraslih. To je vprašalnik SVOS, na kratko. Zdaj ta vprašalnik preverja matematične, besedilne in digitalne spretnosti. Je zelo zanimiv, je prvi tak inštrument pri nas, ki je enostaven, dostopen vsakemu, odraslemu, tudi zaposlenemu. Zdaj za dostop do vprašalnika potrebujejo žeton, ki ga dobijo pri nas, na naši SVOS točki, skupaj seveda z vsemi informacijami, napotki, kako se lotijo tega reševanja. Vprašalnik se rešuje na računalniku, po končanem reševanju pa vsak, ki rešuje vprašalnik, dobi povratno informacijo zase, ki je seveda zaupna in dostopna samo njemu. Ta povratna informacija je v obliki števila točk, hkrati pa so tudi zraven neki grafi, kjer se lahko primerja z drugimi, ki so reševali vprašalnik tako v Sloveniji kot mednarodno. Se pravi, kar precej zanimivo, ker potem veš, kam se lahko postaviš. Tako da po končanem reševanju pa je seveda svetovalka na voljo tudi zato, da se lahko zaposleni z njo pogovorijo o teh rezultatih, mogoče jim pomaga dodatno interpretirati, ali pa jim lahko svetuje, kako bi te kompetence, te svoje spretnosti zdaj izboljšala. Se pravi, da ta vprašalnik se rešuje pri vas na sedežu? Lahko ga rešujejo tudi od doma, na svojem računalniku. Samo po žeton oziroma za ta dostop je pa potrebno priti k vam? Tako. Koliko časa recimo traja reševanje nekakšnega vprašalnika? Koliko vprašanje recimo? To ljudi vedno zanima, ali bo to dolgo trajalo, ali je zahtevno? Ja, vprašalnik je kar kompleksen, sicer enostaven, ampak kar kompleksen. Reševanje bo trajalo najmanj 2 uri. Je pa vprašalnik možno reševati po delčkih, se pravi, ni treba rešiti vsega v enem kosu, se lahko rešuje vsak dan 15 minut, pol ure, in potem prideš do konca. Število nalog je pa odvisno tudi od tega, kako uspešni smo pri reševanju. Tako da ne dobimo vsi enakega števila nalog, niti ne enako zahtevnih nalog. Zanimivo, tudi vredno, da to poskusimo, kaj ne? Ja, seveda.
Tema današnjega pogovora z Valentino Uran in Tino Polajnar je svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih. Zasavje gre za operacijo oziroma projekt, ki se bo počasi zaključil, sicer v prvih mesecih prihodnjega leta. Pa vendar, glede na to, da se začenja novo obdobje izobraževanja, torej novo šolsko leto in nov ciklus izobraževanja, prav da spregovorimo tudi o tej temi. Tina, kam se lahko tisti, ki jih to zanima, obrnejo, kje bodo dobili to svetovanje, kdaj, kako? Vsi zaposleni, ki jih svetovanje zanima, nas lahko pokličejo po telefonu vsak dan med 7 in 15 uro na telefonsko številko 03 56 55 125 ali pa seveda pišejo prek e-sporočila na e-naslov svetovanje@zlu.si. Že prej smo kar nekajkrat omenili to, da pač zaposleni so zaposleni, ne, in da so seveda tudi časovno omejeni. Rekli ste od 7 do 15, kaj pa za tiste, ki takrat recimo bi vseeno želeli poklicati, pa takrat ne morejo? Seveda, po predhodnem dogovoru je možno svetovanje za zaposlene tudi v popoldanskem času. No in še nekaj, kar je zelo pomembno, ves čas govorimo o svetovanju za zaposlene, našteli smo tudi, kakšne možnosti vse imajo, kam se lahko obrnejo, nismo pa nič rekli o tem, koliko morajo plačati za to. Svetovanje za zaposlene je brezplačno. Torej, ni jim potrebno plačati ničesar, samo morajo se opogumiti, poklicati ali pisati in priti k nam. Za konec naj še enkrat povemo, da projekt financira Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. Tako, slišali ste, seveda je zdaj na vas, da se odločite za svetovanje, pridobite nove kompetence, znanje, se mogoče tudi na teh izobraževanjih srečate s kakšnimi prijatelji, tako da boste imeli res lepe jesenske, zimske in spomladanske dneve. Še enkrat hvala za obisk in seveda uspešen zaključek projekta.